Zadnje dni počitnic so v polnem teku priprave na začetek šolskega leta. Pregledujejo okolice šol, odpravljajo pomanjkljivosti in opozarjajo na nevarne točke. 3/4 otrok pripeljejo z avtomobilom, pogostokrat pustijo otroke kar na glavni cesti, kar sicer ni prav. Želeli smo tam za šolo, da bi imeli starši svoj prostor, zdaj pa ne vem, če bo uspelo. Sicer pa na osnovni šoli Center opozarjajo, da je Zlasti pa je najhujši problem glavno križišče torej pri občini, kjer recimo dnevno v času odhoda, prihoda otrok v šolo nekako 16.000 avtomobilov in prehod ceste je za prve, drugi razred izredno težavno. K večji varnosti pešcev v prometu bo zagotovo vplivala prenova tega križišča, so prepričani v Svetu za preventivo. Želimo pa si seveda, da bi čim prej lahko povedali tudi, da bo obnova Šmihelske ceste, nažalost planiramo nekje v 6 letih, da bi odpravili to največjo prometno motnjo v okolici šolskega centra in osnovnih šol Šmihel in Dragutin Keteja. Sicer pa so tudi letos pripravili brezplačni priročnik Prvi koraki v svetu prometa. Voznike opozarjajo na večjo previdnost v prometu, staršem pa svetujejo, da otroka na poti v ali iz šole poučujejo o varnosti. V preteklem šolskem letu na našem območju ni bilo prometne nesreče, ki bi bila direktno povezana s prihodom otrok v šolo in iz nje. Seveda to si želimo tudi letos, zato pa moramo seveda vsi sodelovati, da bo tudi letošnje leto uspešno. Da so poti do vrtcev in šol v mestni občini varne, je treba skrbeti vsak dan, pravi župan. Mi imamo številne akcije, kjer merimo hitrosti, kjer merimo nevarne odseke in na podlagi tega tudi potem speljemo ukrepe. Tudi letos je bilo kar na nekaj odsekih, so bili te ukrepi na težki vodi, na Ragovski, na Dobrovi. Zdaj bomo šli v akcijo tudi ob osnovni šoli Center. Novo mesto sicer glede na statistične podatke velja za eno varnejših, kar zadeva prometno varnost na šolskih poteh.